Tako, pa smo že pri sredi in naši uri slovenščine. Kaj bomo počeli danes? Se že spomnite našega Tomaža? Ja, danes si bomo gledali posnetek z naslovom Kako. Za začetek pa mi povej, se rad pogovarjaš z babico ali dedkom? O čem se rad pogovarjaš z njima? O čem ti dedek in babica pogosto pripovedujeta? Sedaj si bomo ogledali videoposnetek. Pozorno in zbrano si ga poglej, opazuj zelo natančno. Videoposnetek najdeš na spletni strani Lili in Bine, povezavo dobiš v e-asistentu, ne pozabi se prijaviti s kodo. Kaj ti je bilo na posnetku všeč? Si izvedel kaj novega? Greš tudi ti s starimi starši rad na izlet? Zakaj? Ti kdaj pomagajo pri pisanju domačih nalog? Kako ti pomagajo? Si že kdaj videl tako starostno znamenje, ki je omenjeno v posnetku? Se ti je zdela dedkova in babičina pomoč Tomažu primerna? Kaj bi ti naredil, če bi pozabil napisati domačo nalogo? Ali bi ravnal enako kot Tomaž? Se ti je že zgodilo, da te je sošolec spomnil na nalogo? Drugo poslušanje. Še enkrat si oglej posnetek o Tomažu in pozorno spremljaj pogovor med nastopajočimi v stanovanju. Oglej si tudi slikovni del starostnega znamenja in pozoren bodi na to, kako sta bila na izlet oblečena dedek in Tomaž. Sedaj pa odgovori na moja vprašanja. O čem je govoril posnetek? S čim se je začel in s čim končal? Kdo je Tomaža spomnil na domačo nalogo? Zakaj je Tomaž pozabil na nalogo? Kaj je moral narisati? Kaj je to družinsko drevo? Ali sta dedek in babica pomagala Tomažu pri nalogi? Kako? Kateri pregovor so omenjali? Kaj pa pomeni ta pregovor? Kdaj je Tomaž videl življenjski krog človeka? Kje je bil narisan? V katerem kraju stoji? Kaj je vseboval življenjski krog? Kaj predstavlja otrok z obročem? Ali je Tomaž pokazal pravo starostno stopničko za dedka in babico? Zakaj bi morala stati Tomaževa mamica in očka stopničko nižje? Kaj je bilo narisano na sredini starostnega znamenja? Katera stavba je stala nasproti znamenja? Ali je Tomaž rabil dedkovo pomoč, ko je pisal plakat? Komu je Tomaž sporočil, da je naredil nalogo? Kolikokrat sta se Tomaž in očka pogovarjala po prenosnem telefonu?
veliko vprašanj sem ti zastavila. Oglej si, tole je starostno znamenje, ki je omenjeno tudi v posnetku. Nekaj jih vidiš tudi tukaj. Sedaj vzami delovni zvezek na strani 54. Navodilo je takšno. Zeleno barvo pobarvaj krožec pred besedami, ki pravilno dopolnijo poved. Rešuj sam, lahko si prebereš povedi glasno, če ti bo lažje. Ko s tem zaključiš, nariši ali napiši, kako je bil Tomaž oblečen na izletu v lomu pod Storžičem. V zvezek na črte zapiši naslov, kako raste družina, in torej reši tole drugo nalogo. Lahko narišeš ali napišeš. Če boš pisal, pazi na velike začetnice in pike. Piši natančno. Povej mi, kako si se počutil ob poslušanju in gledanju posnetka? Si zadovoljen z današnjim dosežkom pri reševanju nalog? Pri kateri nalogi si naredil največ napak? Ali veš, zakaj si naredil napake? Kaj boš drugič naredil bolje? Že drvimo k matematiki. Danes bomo malce ponovili o geometrijskih telesih in spoznali tudi črtični prikaz. Preden začneš z matematiko, lahko pritisneš na pavzo, si malce odpočiješ, popiješ kozarec vode in potem nadaljuješ z delom. Ponovimo poimenovanja geometrijskih teles. Katero geometrijsko telo je že to? Tako je, krogla. Tukaj imamo kvader, pa kocko, stožec, valj. Katero telo nam še manjka? Res je, piramida. Zadnjič smo rekli, da se geometrijska telesa od likov razlikujejo v tem, da jih lahko primemo v roke in jih občutimo. Sedaj vzami moder delovni zvezek za matematiko in si skupaj z mano oglej stran 77. Na levi strani imamo prikazana in poimenovana geometrijska telesa. Na desni pa nekaj predmetov v vsakdanjem življenju, ki so podobni geometrijskim telesom. Sedaj lepo preberi sam spodnja vprašanja in odgovori. Na strani 78 reši prvo nalogo, in sicer tako, da z velikimi tiskanimi črkami napišeš imena teles, zraven tukaj v modrih okvirčkih, potem pa predmete povežeš z ustrezno obliko, podobno kot smo si ogledali na prejšnji strani. Ko s tem zaključiš, na hitro ponovi malce računanja do 20. Potem pa sledi delo na računalniku. Tu puščica označuje nalogo, ki jo najdeš na računalniku na spletni strani Lili in Bine. Klikni na označeno ikono in odigraj igrico. Sedaj si pa oglejmo še tole nalogo na naslednji strani. Otroci so izdelali modele teles, da bi jih lažje prešteli, so si pomagali s črtičnim prikazom. Kaj je to črtični prikaz, črtični zapis? Spomni se, v
šoli smo večkrat že izvajali različne ankete, raziskave, zanimalo nas je, kakšne barve majice je kdo oblečen, kje ste bili na počitnicah in to smo si označevali s črticami. Podobno vidiš tudi tu. Poglejmo, kaj pravi Lili. Za vsak narejeni model so narisali črtico. Vsako 5. črtico so narisali preko predhodnih 4. Oglejmo si tukaj pri kvadru. Vidimo, da je kvader oblikovalo, izdelalo 8 otrok. To so si najprej prikazali s črticami. Torej, vsako 5. črtico niso narisali zraven, ampak so prekrižali, narisali preko predhodnih 4 in to je črtični prikaz. S pomočjo črtičnega zapisa vidimo, da je 8 otrok izdelalo model kvadra. Koliko otrok je izdelalo model krogle? Pomagaš si lahko tudi s številom, poskusi pa tako, da prešteješ črtice. Enako stori še za valj in stožec in potem spodaj odgovori na vprašanja. Tu ti ni treba odgovarjati s celimi odgovori. Za zaključek reši še naslednjo stran v delovnem zvezku. Malce boš ponovil, kako rešujemo besedilne naloge. Najprej nalogo dobro preberi, obkroži pomembne podatke in pa tudi besedico nekaj, ki ti pove, na katerem mestu mora biti kvadratek. Potem zapiši račun, izračunaj in zapiši odgovor v celi povedi. Verjamem, da ti to ne bo predstavljalo nobenih težav. To je za danes vse. Se vidimo jutri preko Zooma. Lep dan ti želim. Nasvidenje.